Oblikovanje postave, manj maščobnih oblog, zmanjševanje telesne teže. To je nekaj razlogov, zakaj se ljudje odločamo za fizično aktivnost, ki jo lahko izvajamo v naravi ali ob slabem vremenu v zaprtih prostorih. V fitnes centre se lahko odpravimo sami, lahko pa se obrnemo na trenerje. Fitnes vadba z osebnim trenerjem je dobra izbira. Danes ljudje mislimo, da znamo vse sami, pa nismo strokovnjaki za vse. In enako velja za fitnes in pa sploh za naše telo, ki ga iskreno povedano večina ljudi ne pozna dovolj dobro, ali pa vsaj delovanje telesa ne. In osebni trenerji so tisti, ki bi naj vsaj poznali ta delovanja oziroma te procese, ki se izvajajo, in pa bi poznali tudi pravilne vaje, ki jih pa lahko za vsakega posameznika posebej prilagajamo. Okoli 90% ljudi se odloči za vadbo in spreminjanje oblike telesa zaradi izboljšanja svojega videza. Tisto, kar je naša naloga zraven, je producirati pozitiven stranski efekt zdravje. Kar pomeni, da tudi če je primarni cilj lepša postava, predvsem ženske, TNZ, te 3 črke dosti povejo, torej trebuh, noge in pa zadnjica, tudi če delamo na tem področju sam zaradi tega, da bi ljudje postajali lepši, če uspemo zraven generirati še tisti stranski učinek zdravja, smo naredili svoje delo zelo dobro. Tako da večina strank danes, vsaj pri nas, bi rekel skoraj, da je malenkost več žensk kot pa moških. Nekako imamo občutek, da ženske so bolj pripravljeni investirati v same sebe iz tega vidika kot pa moški. Moški smo pa itak rojeni za fitness genom in vsi vse vemo, ne? Individualni pristop ima mnoge prednosti, med drugim vključuje tudi nasvete glede pravilne prehrane. Tisto, kar je treba poudariti, da osebni trenerji kot taki nismo kvalificirani za oblikovanje kakršnihkoli programov ali pa jedilnikov, nismo dietetiki. Kaj lahko naredimo je z malenkost podrobnejšim poznavanjem vseh teh procesov, ki se izvajajo, da naredimo eno osnovno svetovanje oziroma priporočila dajemo okrog. Če jih stranka upošteva ali pa ne, je dejansko njihova izbira, nismo pa tisti, ki bi bili kvalificirani za izdajanje jedilnikov. Mnogi svoje jedilnike poenostavijo s prehranskimi dopolnili, s katerimi je trg res zasičen. Zato se moramo dobro informirati o njihovi kakovosti in namenu. Funkcijo imajo predvsem tam, da nadomeščajo tega, kar ne dobimo, na primer iz hrane. Seveda, to so tudi dopolnila, ne? In vse poprek jemati je v bistvu nesmiselno, ne? Bom rekel tako, je k večjemu metanje denarja proč. Tako da treba je vedeti točno, kaj nam manjka v telesu in potem tisto dodati. Posameznik je danes tudi glede same vadbe postavljen pred neskončno izbiro. Vadbe so res različne, se pravi, imamo funkcijske vadbe, v bistvu fusion vadbe, ki mi pravimo krepilne vadbe. Potem imamo v bistvu krepilne vadbe, kjer so mogoče malo bolj izolacijske, za rast mišične mase in pa v bistvu krepitev telesa. Imamo preventivne vadbe, pač naše fit vadbe, ki skrbijo za našo hrbtenico, za našo držo, za v bistvu funkcionalno gibanje telesa. Imamo en del vadb tudi za body and mind, se pravi yoga, balance, pilates, kjer so v bistvu malo bolj umirjene vadbe. Zadnje vadbe, ki pa so v bistvu mogoče najbolj znane v fitness svetu, so pa aerobne vadbe, v smislu koreografij, se pravi naše shape vadbe, so pa na stepu, mogoče na plesu imajo mogoče malo več koreografskih točk. Za kakršnokoli obliko vadbe se odločimo, to počnimo zase in za svoje zdravje. Pa naj si bo to tek v naravi, košarka, fitness ali skupinske vadbe.